kako si narediti hitro angelsko terapijo, ko to absolutno potrebuješ. Vsakmu se kaj v življenju kdaj zgodi. Vsak se kdaj kaj ne počuti dobro. Včasih se zgodi, da te kaj prestraš, sprav v dvome in tako naprej. In kadar se zgodijo stvari, ki so res malo šokantne, pretresljive ali pa globoko negativne, se začne dogajati več težav. Ena težava je ta, da na to definitivno zelo močno odreagira tvoje telo. Ko telo močno odreagira in pada v stanje nekega mini šoka, se v tvojem telesu vsi živi zaščitni organizmi začnejo užigati, energijski organizmi, in jaz rečem, ki te probajo zaščititi pred kakršno koli seveda težko energijo. Takrat se prižiga seveda čustveni sistem, takrat se prižiga mentalni sistem, vse žive misli se odvijajo in tako dalje. Ker pa je seveda sama ta energija absolutno vse prej kot pozitivna in predstavlja za telo predvsem zelo nizko frekvenco, pomeni, da rezultat tega, če v tistem trenutku danem ne ukrepaš, je, da ti bo šlo ali na kronični strah pred drugimi ljudmi, pred življenjem, da se ne upaš stvari narediti, da rataš pretirano, razumeš, naravnan na to, da si stvari enostavno ne upaš zagrabiti, ne upaš tvegati in tako naprej. Zaradi tega pa ogromno nekih priložnosti v življenju lahko seveda zgubiš. In danes bi ti rada dala eno tako hitro vajo, zdaj za dolge angelske terapije tukaj nimamo časa, pa ti bom pol povedala, kje pa absolutno te lahko jaz podprem in ti lahko nadaljavo pošiljam angelske terapije, tako da ostan z mano, ampak rada bi ti povedala za eno hitro angelsko vajo, ki ti bo pomagala, da zaščitiš torej telo pred takimi pretresi, ki se nekaj zgodi, in seveda zaščitiš hkrati tudi svoje misli, zaščitiš svoje čustva in s tem tudi svojo manifestacijsko prihodnost, seveda, ne. Tako da tole naredi vsakič in čim prej, ko se nekaj zgodi. Nekdo te je nadrl, nekdo te je ful skritiziral, nekdo se je spravil nate, nekdo se je skregal s tabo, ne vem, karkoli se ti je že zgodilo, si čutila, da se ti bo, ne vem, nekaj slabega zgodilo ob tem in tako dalje, ne. Kar ti moraš najprej narediti, je, da moraš najti mir. In pazi to, če je tebi v bistvu nemir povzročil nekaj iz zunanjega sveta, saj tako ponavadi, ko gre, se moraš direkt kontra doseči. To pomeni, da moraš nemudoma si zagotoviti notranji svet, aktivirati notranji svet, ki bo prevzel vajeti in bo utišal tisto, kar je od zunaj priletel k tebi. In sicer gre ta vaja tako, da vzameš svoji 2 roki, okej, in si zatisneš ušesa in začneš delati globoke vdihe in izdihe. Dosežeš moraš res ful tišino, okej, in ko dosežeš ful tišino, se vprašaš, kateri angel bi me zdajle lahko, recimo, če te nekdo skritiziral, ne? Kateri angel je tisti, ki me najbolj spodbuja, in dobiš občutek. In tega angela začutiš v sebi kot del tebe. In naslednje vprašanje, ki ga imaš, je, kaj bi mi ta angel na to rekel. Torej, sam utišati vse zunanje, čisto vse zunanje, ni važno, kje si, a ne, zunanje utišaš, kater angel bi me zdaj spodbudil, a pa mi dovoljo, ni važno, kakorkoli že, okej? Kateri je ta angel, se dobiš občutek, kateri je in kaj bi mi rekel. In potem ponavljaš globoke vdihe in izdihe v stiku s tem angelom, ki ga čutiš v sebi kot del tebe. Hkrati pa s tem tudi malo postaneš angel sam sebi, razumeš. Druga stvar, je treba pomiriti srčni center. Okej, srčni center seveda ob takih stvarih ful močno reagira, tako da zelo ti predlagam, da pokličeš ali nad angela Rafaela, ali Rafael je angel zdravljenja, ali nad angel Sofijo, ki je angel ljubezni, ali pa nad angela Kamuela, ki je tudi zelo dober za čustva, ampak recimo tudi nad angel Jeremiel bi bil zato recimo čist fantastičen. In sicer to gre tako, da pokličeš izbranega angela in potem si tapkaš svoj prsni koš. In ko to delaš,
si predstavljaš, da te ta angel objame s krili. Torej ti se tapkaš, potem v enem danem trenutku si začneš govoriti, da je vse v redu. Vse je v redu. Telo, vse je v redu. To je čista energijska medicina, jaz rada rečem. Ne? Ok, vse je v redu in si predstavljaš ta krila. Zato, da telesu daš navodilo s tem, ker kako mamica svojega otroka kajoka, kako ga trapla? Kako ste mamice, ki ste imeli majčne dojenčke, kako ste? A ne? Se mi tudi, kako hočemo svoje kužke, kaj, ne vem, novo leto pa petarde, jih potolažati. Se mi tudi to delamo, traplamo. Torej zelo pozitivno vpliva na cel naš sistem, ti sam dodaj ta angelska krila. Torej imamo zdaj to, pa imamo to. In ta tretja stvar je, tukaj je najbolj, da pokličeš na angela Mihaela. To bi ti tukaj rekla, zato ko on se pa tukaj res ful dobro odnese, je, da vzameš roko, mogoče pa najboljš kar obe roki, in to je pa tretji korak, ko je že to pa tole narejeno, pritisneš na trebuh. Pritisneš na trebuh, močno vdihneš, kar malo zadržiš dih in pritisneš na trebuh. In začutiš čez sebe zlat steber, kako si, ti si steber, razumeš, neomajen, neomajna, in začutiš za sabo nad angela Mihaela. Ful je pomeni, da močno zravnaš hrbtenico in da zaznaš ta steber, veš, da se ti to z energijo ne zgodi. Pritisneš na hrbtenico in ponavljaš take globoke vdihe in vzdihe in samo steber si vizualiziraj. A ne? Samo vizualiziraš si ta steber. Zdaj, neka taka vaja ne rabi dolga. Jaz bi ti tako rekla, 1 minuto za ušesa, 1 minuto za srce, 1 minuto za to. Tukaj ti bo angel sam povedal, kateri je, ker odvisno je tudi, kaj se je zgodilo, potem to različni angeli si pa razporedijo te naloge. Tukaj sem ti angele povedala, torej Sofija, Kamuel, Rafael, in tukaj nad angel Mihael, on je ultimatni angel moči, definitivno. Razumeš, tukaj držiš, začutiš ta steber, potem narediš 3 globoke vdihe in izdihe in to ti ful nacentrira energijo. Tako, to je nekaj, kar lahko dosežeš v 3 minutah. Tako, danes bi ti res rada dala to vajo, kadar se ti zgodijo neke take stvari, prosim upoštevaj jo, zato ker verjamem, da ti res lahko prinesejo ogromno neke dobre energije v času stresa. Tako da, to te prosim, da delaš. Zdaj pa, če pa čutiš, da je tvoja energija malo bolj poškodovana in od danes naprej boš itak delati ta vaje in rabiš neke bolj konkretne angelske terapije, bi ti pa rada povedala o nečem čisto novem. Odločila sem se, ker sem videla, da dosti ljudi je po novem letu kar dosti padalo v občutke stresa, da naredim dan angelskih terapij. Dan angelskih terapij je dan na spletu, kjer bom jaz v bistvu z udeleženci naučila vas bom angelskih vaj, kratkih angelskih terapij, ki si jih lahko sam delaš, krati bom pa jaz pošiljala angelsko terapijo nadaljavo udeležencev. Razdelili bomo ta dan na 3 dele. Prvi del bo očiščenje, avrično očiščenje, pa še marsikatero drugo očiščenje, da spucamo vašo energijo vsega toksičnega, kar se naložili. Ta drugi del bo individualna angelska terapija, to pomeni, da si jo boste vi prilagodili na tisto, kar vi rabite. In ta tretji bo pa priprošnja invokacija, ki bo naredila nekakšen pečat, nekakšen ščit te angelske terapije, zato da ne boste dovzetni glih za karkoli negativnega vam lahko prileti z okolice. To je čisto nekaj novega pod mojim okriljem, pripravila sem pa številna darila in tako naprej. 5. februarja se bo to odvilo na spletu in res bo mogočno. To je eno tako druženje z angeli in angelsko terapijo včasih seveda potrebujemo vsi. Tako, če ti lahko pomagam, če tale vaja slučajno ne bo dosti, te toplo vabim, da se nam pridružiš zaradi tega, ker bo to en tak velik reset tvoje energije. Poglej si na potovanjeduse.si in seveda vse angelsko ti želim. Lepo se imej in čao.